Prisrčno dobrodošli. Pozdravljeni vsi, ki razumete pomen njihovih dosežkov in jim zato stojite ob strani. Slovenski forum inovacij se že 8. leto zapored posveča izvirnim rešitvam, ki jih porajajo slovenski avtorji inovacij, spletanju navez med njimi in poslovnim okoljem, krepitvi zavedanja vloge izvirnega mišljenja za razvoj družbe in strokovnjakov, ki se v imenu vseh nas dan za dnem ukvarjajo z mislijo na boljšo prihodnost. Letos pa ga bogati še en dogodek. Gre za finančni dan Evropske unije za mala in srednje velika podjetja, s katerim Evropska komisija predstavlja finančne instrumente v obdobju med letoma 2014 in 2020, namenjene znanosti in raziskavam, regionalnemu razvoju in drugim pomembnim področjem razvoja podjetništva. Sočasnost dveh dogodkov ustvarja v Cankarjevem domu svojevrstno mrežo namigov za boljšo prihodnost naš vseh in želimo si, da bi se vanjo povezalo kar se da veliko podjetnikov, akademikov in inovatorjev, saj so pravočasne informacije iz prve roke dobrina, ki šteje. Šteje pa v poslovnem okolju tudi občutek, da je na strani, ki jo ponavadi označujemo s pojmom država, nekdo, ki to razume in pomaga, ko je zares potrebno. Mar ne, spoštovani gostje? Gospe in gospodje, da Slovenski forum inovacij že 8. leto zapored izpostavlja pomembno vlogo inovacij pri razvoju slovenskega gospodarstva, ni nepomembno dejstvo. Je dokaz razumevanja in truda zaposlenih na Spirit Slovenija ob podpori vodstva. Želimo si, da bi nas forum inovacij tudi v prihodnjih letih zbiral na istem mestu, zato vabim vršilca dolžnosti direktorja javne agencije Spirit Slovenija, gospoda Boštjana Skalarja, da nam razkrije, kaj je tisto, kar botruje uspehu inovacij danes in tudi kakšna je vizija prihodnosti. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Verjetno bo ta aplavz bolj dobrodošel za naše inovatorje. Pa dajmo še enkrat. Sicer nisem imel preveč časa se sprehoditi med vsemi temi inovacijami, ampak mislim, da sem bil impresioniran. In vsakič ponovno, ko vidim, kaj je Slovenija sposobna narediti, se kar malo stresem, zaradi tega, ker moram biti ponižen. Naj se drznem tukaj govoriti o inovacijah in o naši prihodnosti v inovativnosti in mislim, da ste vi bolj primerni inovatorji, da kaj več poveste kasneje, ko bodo ljudje ogledovali te vaše izdelke. Vsekakor dobrodošli, spoštovani visoki gostje, dragi inovatorji, če lahko temu rečem, ljudje z odprtimi glavami, ki si želite, da bo Slovenija v prihodnosti drugačna, boljša, bolj inovativna. Slovenci se vedno rad pohvalimo, da smo inovativen narod in jaz mislim, da to drži, skozi bolj to ugotavljamo. In zato vsako leto z nekim ponosom in zavzetostjo tudi delamo tale forum, ki je letos že 8. po vrsti, kjer predstavljamo slovenske inovacije na nacionalni prireditvi Slovenski forum inovacij. In ugotavljamo, da postavlja prepoznavna blagovna znamka. Ne samo med inovatorji, ampak tudi med širšo poslovno javnostjo. In postaja tudi dogodek, ki vsa to leto zajame večjo populacijo slovenskega prebivalstva in sledi seveda osnovnemu poslanstvu, promoviranju inovativnosti in podjetnosti in tudi širjenju podjetniške kulture. Od septembra vse skozi smo izvajali ta vseslovenski nabor inovacij. Sodelovala so podjetja, posamezniki, skupine inovatorjev, raziskovalne razvojne inštitucije in seveda tudi mladi, na katerih vedno pravimo, da svet stoji. Prejeli smo 127 prijav proizvodov, storitev in poslovnih modelov, ki jih je ocenjevala Nacionalna ocenjevalna komisija. V obliki razstave bomo izpostavili 45 najboljših, v sliki in besedi pa predstavljamo še ostale tudi v tiskanem katalogu, ki ga boste našli tudi na naših stojnicah in tudi v razširjenem spletnem katalogu. Potrudili se bomo, da bo prispevek zmagovalnih inovacij k napredku in razvoju družbe in kakovosti življenja tudi medijsko in javno prepoznaven. Vsi namreč vemo, da same inovacije brez kasnejše kapitalizacije ne pomenijo ničesar.
In to naj ne bo samo neka sejemska razstava najboljših inovacij. Na Spiritu si želimo v bodoče povezati inovativnost in seveda tudi kapital. Mi dobro vemo, da niso vsi podjetniki, ne vem, srednja in velika podjetja, ampak da so to lahko tudi zelo majhna podjetja. In prav ta podjetja potrebujejo stik z investitorji. In seveda ne samo z domačimi, morda predvsem tujimi. V današnjih časih, ko se soočamo z težko finančno situacijo, si želimo seveda pritegniti čim več tujih investitorjev, ki bi prepoznali vaše izdelke kot poslovne priložnosti, ne samo v Sloveniji, ne samo v ožji regiji, ampak širše, v celotnem svetovnem merilu. Spodbudno je dejstvo, da predstavljeni inovatorjev podjetja ostajajo inovativni. Lahko rečemo, da je slabih 80% v naslednjem letu po nastopu na dogodku že razvilo vsaj eno inovacijo. Rezultati evaluacij in raznolikost področij, na katerih vsako leto beležimo uspešne inovacije tudi v svetovnem merilu, pa nam nalaga odgovornost, da v okviru naše agencije in seveda z ostalimi deležniki v državi nadaljujemo z razvojem in izvajanjem različnih ukrepov v podporo slovenskim inovativnim podjetjem in posameznikom. Kot rečeno, inovativnost je izziv in dejstvo, brez katerega ni napredka in rasti. Inovativni posamezniki in skupine, ki s svojimi idejami, izdelki ali storitvami spreminjajo svet na bolje, so vsekakor temelj družbe in zagotavljanje kakovosti. Vsi skupaj smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati dobre projekte, dobre produkte, invencije in tudi inovacije in seveda narediti vse, da jim pomagamo, da pridejo do končne materializacije, se pravi do končne proizvodnje in seveda do uporabe pri končnih uporabnikih. In naša vloga agencije Spirit je tukaj zelo pomembna, seveda pri zagotavljanju podpornih ukrepov, pri promociji podjetništva in inovacij, v tesnem sodelovanju z tudi predstavniki medijev, od katerih si seveda želimo, da bodo pozitivne zgodbe razširili čim širše, ker ne nazadnje naši inovatorji potrebujejo tudi medijsko pozornost, zato da se jih prepozna. Velikokrat rečemo, da prej dobijo potrditev v tujini kot doma, ampak jaz mislim, da se zadeva počasi spreminja in da tudi v Sloveniji že počasi razumevamo, kaj pomeni podjetništvo in inovativnost. In na koncu si bom sposodil misel priznanega filozofa, katerega ime že od malega nisem sposoben niti pravilno izgovoriti, verjetno boste spoznali, kdo je to. To je avtor zgodbe Mali princ, ki pravi: če hočeš zgraditi čoln, ti ni treba zbrati množice ljudi, da bi jim razdelili delo. V njih prebudi zgolj hrepenenje po širokem neskončnem morju. V imenu Spirit Slovenija ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem finalistom 8. foruma inovacij in jim seveda želim, da še naprej z entuziazmom opravljajo svoje poslanstvo in ostajajo dobra praksa, ki vleče naprej in seveda spodbuje to hrepenenje po širokem neskončnem morju. Hvala lepa. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, v naslednjih minutah bomo razkrili najboljše inovacije letošnjega foruma in njihove stvaritelje. Zato dovolite, da na oder zopet povabim gospoda Boštjana Skalarja, vršilca dolžnosti direktorja javne agencije Spirit, gospod Andrejo Kert, državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in seveda gospoda Daniela Kajeha Krespa, generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Spoštovani gostje, če ste za, bi jaz kar takoj začela s podelitvijo nagrad in priznanj. Priznanje za najboljšo inovacijo start-up podjetja 8. slovenskega foruma inovacij bo podelil gospod Boštjan Skalar, prejme pa jo inovacija EcoCell ionski bojler podjetja Aurora 3M plus d.o.o. Iskrene čestitke in vabilo. Inovacija EcoCell ionski bojler izkazuje večjo moč in manjšo porabo električne energije kot klasične električne grelne naprave ob enakih učinkih ogrevanja in v enakih delovnih pogojih, je ekološko neoporečen, nudi visoko stopnjo varnosti in zaščite, je majhen in nezahteven za vzdrževanje. Inovacija, patentirana pri Evropskem in Ameriškem patentnem uradu, trenutno nima konkurence na mednarodnem trgu električnih ionskih ogreval. In spoštovani
Spoštovani gospod zmagovalni inovator, v 3 besedah nam povejte, kakšen je vaš inovacijski moto. Ogreli smo dovolj Cankarjev dom, jutri bomo ogreli Bruselj. Hvala lepa in ogreli ste naša srca. Iskrene čestitke. Priznanje za najboljšo inovacijo raziskovalne inštitucije 8. slovenskega foruma inovacij bo podelil gospod Daniel Calleja Crespo, generalni direktor Direktorata za podjetništvo in industrije Evropske komisije. Prejme pa jo inovacija z naslovom Novo korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike, Akroni T85, Razvojnega centra Jesenice d.o.o., oddelka Jekel in tehnologij in Akroni d.o.o. Iskrene čestitke in vabilo na oder. Korozijsko odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike Akroni T85 na novo definira kemično sestavo jekla, ki se za razliko od konkurence ne izdeluje v kovalno valjani izvedbi, pač pa s kontinuiranim vlivanjem in takojšnjim vročim valjanjem v plošče končnih dimenzij. Tako je avtorjem uspelo razviti postopek, da lahko plošče prodajo v gotovem, že poboljšanem stanju. To je bistvena prednost. Z razvojem inovacije so avtorji postali prepoznaven proizvajalec v centralnem delu Evrope, dobili so možnost vključitve v mrežo ekskluzivnih dobaviteljev orodnih jekel v tem tržnem segmentu. Iskreno vam čestitamo in vas prosimo za izpoved vašega mota. Uporabljamo lastno znanje in se učimo tudi od drugih. Hvala lepa. Spoštovani in spoštovane, priznanje za najboljšo storitveno inovacijo 8. slovenskega foruma inovacij bo podelila gospa Andreja Kert. Prejme pa jo pedagoško-zdravstveni model intenzivne obravnave otrok in mladostnikov v vzgojnem zavodu Planina. Iskrene čestitke vzgojnemu zavodu Planina in vabilo na oder. V Republiki Sloveniji se že desetletja soočamo s problematiko nezadostne ali povsem odsotne pedopsihiatrične pomoči določenim posebej ranljivim otrokom in mladostnikom. Inovacija definira model celostne obravnave otrok in mladostnikov, ki se izvaja v njihovem življenjskem okolju in jim omogoča redno šolanje ob kontinuirani zdravstveni in pedagoški obravnavi. Glavne koristi so preprečevanje nepotrebnih hospitalizacij na zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic skupaj z odraslimi bolniki. Za inovacijo, ki povsem sledi konvenciji o otrokovih pravicah, obstaja veliko zanimanje tudi v tujini. Iskreno vam čestitamo in vas vabimo k mikrofonu. Vam bom pomagala. Izvolite. Hvala lepa. Čemu sledite? Otrokom. Namreč slogan bo povezan z enim prvim stavkom. Zaradi popolne odsotnosti celostne multidisciplinarne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami, s pridruženim agresivnim nasilnim vedenjem, ko na primer v Sloveniji 10-letni neobvladljiv deček obvladuje vse sisteme in so popolnoma vsi nemočni, smo razvili unikatni, edinstven sistem Unikum, pedagoško-zdravstveni model, kjer je stroka povezana in delujemo v dobro otrok in mladostnikov. Slogan pa seveda je, nam pedagogom in seveda herojem v prvi bojni črti, to so vzgojitelji in učitelji vzgojnega zavoda Planina, nasilje nikoli ni bilo, ni in ne bo tuje. Hvala lepa. V imenu vseh, ki jim pomagate. Spoštovani, priznanje za najbolj inovativen poslovni model 8. slovenskega foruma inovacij bo zdaj podelil gospod Boštjan Skalar, prejme pa ga GoOpti, inteligentni transport potnikov podjetja TM Vista d.o.o. Iskrene čestitke. GoOpti je
disruptiven sistem pametne organizacije prevoza potnikov, ki se prilagaja povpraševanju in s pomočjo koncepta donosnosti upravljanja z uporabo lastnih matematičnih optimizacijskih modelov in specializiranega sistema ERP ter drugih inovativnih idej optimizira zasedenost vozil ter dosega najnižjo ceno za potnike ob kar se da visokem donosu prevoznika. Edinstven del GoOpti poslovnega modela je upeljava tako imenovanega časovnega okna dogovora s potnikom, ki se je v zameno za nižjo ceno prevoza pripravljen dogovoriti za čas odhoda. Ključni del inovacije je franšizni poslovni model, podprt s konceptom programska oprema kot storitev. Načrtujejo širitev na trge Hrvaške, Srbije, Italije, Španije, Poljske, Nemčije, Rusije in Finske. Mi vam iskreno čestitamo in vašega predstavnika za stike z javnostjo vabim k opisu tega, kar vas žene v vaših inovacijah. Ja, zahvaljujem se v imenu celotne GoOpti ekipe. Tukaj smo trije, ampak dejansko nas je zdaj že 95, ki sodelujejo v tej zgodbi. V 2 letih smo prepeljali preko 150 tisoč potnikov, ki ocenjujejo naše storitve kot Vi ste zelo pravi dobre. predstavnik za stike z javnostjo, ker nam boste vse razložili. Jaz pa vas prosim samo, da poveste, čemu v srcu najbolj verjamete. No, to zdaj sledi temu, zakaj verjamemo, da smo tako uspešni, mogoče nekdo ne ve. Pa je zaradi tega, ker se ne ustrašimo nemogočega in dejansko na poti pravzaprav iščemo rešitve in to je to. Kako lepo. Ne ustrašimo se nemogočega, pravijo. Iskrene čestitke. Priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij 8. slovenskega foruma inovacij bo podelil gospod Daniel Calleja Crespo, prejme pa jo inovacija z naslovom Illusion Glass. RCNM, Novi materiali d.o.o., podružnica Nanomateriali v steklarstvu. Iskrene čestitke. Osnovni namen inovacije je izdelati steklo z videzom razbitega stekla, vendar ohraniti čvrstost in specifične lastnosti, ki so potrebne, da izdelek dobi in ohrani svojo funkcionalnost. Tradicionalni postopek izdelave takšnega stekla je tako energetsko kot tudi procesno zahteven. Inovacija Illusion Glass pa definira posebno mešanico surovin oziroma recepturo. Nadaljnji procesno-mehanski postopki niso potrebni, zato je postopek energetsko učinkovit in bolj prijazen glede na znane postopke obdelave s potapljanjem izdelkov v mrzlo vodo. Inovacija je že zaščitena v obliki patenta v Nemčiji. Kaj vam pravi srce pri izdelavi tega patenta? Lahko rečem, da dovolimo si sanjati in narediti korak več, kot so ga naredili drugi. Najlepša Uspelo hvala. nam je. Smo veseli, da vam je uspelo. Zdaj, gospe in gospodje, cenjeni gostje, sledi podelitev nagrade za 3. najboljšo inovacijo 8. slovenskega foruma inovacij. Nagrado bo podelila gospa Andreja Kert, prejme pa jo sesalna enota v kapsuli avtorjev Domel in Nela. Iskrene čestitke. Problem pri prodaji sesalnih enot za sesalnike je nemoč vplivati na način vgradnje enote v sesalnik. Proizvajalci sesalnikov želijo izdelati čim tišji in mirnejši sesalnik, ob tem pa sesalno enoto preveč zadušijo s filtri in oblogami do take mere, da se z vgradnjo sesalne enote izgubi njene glavne kvalitete visokega izkoristka. Avtorji so predstavili inovativno rešitev problema na način, da se zrak zapelje za 360 stopinj okoli sesalne enote po kapsuli. S tem je Domel kupcem ponudil več, dvignil dodano vrednost izdelkom in zagotovil lasten vpliv na način vgradnje visoko učinkovitih sesalnih enot. Iskrene čestitke in vabilo k temu, da nas navdušite in navdahnete s svojim vodilom, ki mu sledite. Če vzamete idejo kot za izziv, pridete do najboljše rešitve. Hvala. In to ste vi. Hvala lepa, iskrene čestitke. Smo že pri nagradi za 2. najboljšo inovacijo 8. slovenskega foruma inovacij, podelil pa jo bo gospod Daniel Calleja Crespo. Prejme pa jo inovacija z imenom Eco Colored Glass, avtorjev razvojnega centra NM, d.o.o., poslovna enota
Steklarna Hrastnik in Nanotesla Institut Ljubljana. Iskrene čestitke. Izdelava obarvanega transparentnega stekla predstavlja velik izziv, saj je ob vse strožji kemijski in okoljski zakonodaji vedno več snovi, ki obarvajo steklo, neprimernih za uporabo. Pri izdelkih, ki pridejo v stik z živili, je to še večji izziv. EcoColored Glass inovira postopek in recepturo obarvanja transparentnega stekla. Za obarvanje uporablja fluorite, ki so ekološko neoporečni, biokompatibilni in nimajo škodljivih vplivov na okolje in žive organizme in se v naravi pojavljajo kot feromagnetne rude. Inovacija je že zaščitena v obliki patenta v Nemčiji, mi smo je zelo veseli, vam iskreno čestitamo in že nestrpno pričakujemo, da nam razkrijete vaš recept inovativnosti. Hvala lepa. Povedala bi le, da je lepo poganjati prihodnost in hkrati biti viden. Poskusite in hvala vam, ki ste nas videli tokrat. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vam želimo še veliko energije pri poganjanju prihodnosti. Zdaj pa zaploskajmo prvi, najboljši inovaciji 8. slovenskega foruma inovacij. Nagrado bo podelil gospod Boštjan Skalar. Prejme pa jo inovacija z imenom Florian, avtorja ATEH Elektronika d.o.o. Iskrene čestitke in zmagovalni aplavz. Florian je pametna naprava, ki samodejno uravnava vlek dimnih plinov v dimniških ceveh pri pečeh na drva. Samodejnim reguliranjem vleka v dimniških ceveh ustvarja optimalne pogoje izgorevanja v peči, s tem se za 20% povečuje učinkovitost samega izgorevanja peči, kar predstavlja znatne prihranke pri porabi goriva in nižje emisije izpustnih plinov. Florian je edinstven produkt na področju nadzorovanja vleka v dimniških ceveh in je že zaščiten v obliki patenta. In seveda nam morate še vi razkriti svoj recept za uspeh. Hvala. To je priznanje vsem, ki gremo pač naprej. Tisti, ki se ustavili oziroma ki pravijo, da se ne da iti naprej, naj si premislijo. Hvala. Hvala lepa, iskrene čestitke. Spoštovani in spoštovane, to je šopek najboljših, tistih, ki dajejo upanje in verjamejo v sanje. Še enkrat iskrene čestitke, zopet vabljeni v dvorano in seveda k spremljanju foruma inovacij.